To je seveda absolutna laž, ker projektna prijava na evropski razpis je vključevala poslovni načrt in pa zavezo, da se bo nova stavba sprojektirala kot demonstracija znanja zaposlenih, se pravi lesene gradnje. Navedeno v projektni prijavi je zgolj naslov Livade 6, kjer je bil v bistvu registriran raziskovalni inštitut InnoRenew, lokacija izgradnje pa ni bila definirana. Lokacija, kje bo ta novi dom, je bila dorečena šele v novembru 2017, ko smo v bistvu tudi pričeli potem s postopkom pridobivanja stavbne pravice strani občine Izola, oziroma prvi korak je bil soglasje vlade, da Univerza na Primorskem vrne stavbno pravico. Ko je InnoRenew pridobil stavbno pravico, je začel z projektiranjem oziroma pridobivanjem soglasij, mnenj, in seveda je projektiranje bilo izvedeno skladno z zidalnim načrtom, popolnoma novo, gre za novi raziskovalni zavod z drugo vsebino, kot pa je recimo izobraževalna stavba. Tudi sami materiali stavbe so drugi, ni beton, gre za les, gre za, tukaj pač vidite slike, gre za demonstracijo znanstvenih dognanj na področju rabe lesa in obnovljivih materialov v zdravem grajenem okolju. Morda še izpostavim, glede na to, da je bilo pokazano oziroma izpostavljeno, da je Dekleva Gregorič bil del prijave, to ne drži. Izkazal je podporo projektu v času priprave poslovnega načrta kot 70 drugih podjetij iz Slovenije in tujine. Med 70 podporniki, ki so se vključili v tako imenovani živi laboratorij, je bilo 6 arhitekturnih birojev. Dekleva Gregorič je bil pač eden izmed njih, ki je izkazal podporo. Danes vemo, da mu je bila podpora izkazana z interesom, da bi bil tudi projektant našega objekta, kar pa seveda je nemogoče glede na naše aktivnosti.